No, ta stvar je bila takale, ne, tam je bilo nekega cincanja, celo je eden prav iz vrha HDZ-ja rekel, ja, pa sploh ne bi bilo dobro, da bi zmagali, bomo imeli toliko težav. In to je pa mene razjezilo, sem se priglasil z besedi in rekel tisto, da pač gremo na volitve za to, da zmagamo. In dodal sem pa še tole, da napravimo konec političnemu in gospodarskemu eksperimentiranju. No, to pa še kar traja. Tako politično kot gospodarsko eksperimentiranje. Ustava bi kar naprej spreminjali, privatizacija tudi ni končana, torej eksperimentiranje. Ja, smo na precej širokem forumu Kmečke zveze, torej takrat že ljudske stranke, ljudem razložil vse, kar je bilo treba povedati, sem jim razložil. In če bi me bil podprl dr. Rogožen, bi bil tudi uspel, ker me pa ni. In seveda so fantazirali, da bo, kaj s tem, takratna ljudska stranka, nekaj tako strašno pomembnega. In jaz sem razložil, da to pač ne gre. To je pač, ostaja kmečka stranka, ne se imenuje tako ali drugače, je to kmečka stranka. In v moderni družbi je kmečki stan visi na nekaj procentih, ne more drugače biti. Ni več, v agrarni družbi seveda je večinski stan, potem v moderni industrijski družbi je pa stvar čist nekaj drugega. In seveda nisem uspel in pa je bilo še, ko mi je bilo pa vseh provokacij dovolj, sem pa odstopil kot predsednik in se preprosto pridružil krščanskim demokratom. A kaj je glavni razlog? Čisto preprosto to, kar sem še nekajkrat rekel. Na enem kupu hnoja lahko poje samo en petelj. Janša je predlagal zamenjavo Peterleta z Bavčarjem. To je bil njegov predlog. To je bilo takoj po končani vojni, mogoče 10 dni po tistem, ko so utihnile puške. Ampak takrat ni uspel. Takrat je Lojze Peterle potem dejal, proti predlogu so bili tisti, ki niso bili nikoli v partiji. To sta lepo Gros in Oman. Potem so počakali na mednarodno priznanje. Če bi takrat prišlo do vladne krize, kot je Janša predlagal zamenjavo, pa ja, kriza je bila absolutno sigurna, če bi mi podprli ta predlog. In vprašanje, kako bi bilo z mednarodnim priznanjem. In je bilo pod vprašanjem osamosvojitev. Tako da jaz nisem prepričan, da je bil to ravno Janšev predlog, pač pa da je bilo to. No, se zdaj govori o tem, da je to predlagal v resnici Jamrek. No, če je Jamrek, potem je bila pa stvar usklajena na višjem nivoju, to sem prepričan. Torej, takrat ta stvar ni uspela. Potem so počakali, mednarodno priznanje je prišlo. Medtem je bila vmes sprejeta ustava, ki je predvidevala tudi tako imenovano konstruktivno nezaupnico, in to so sedaj izkoristili. Ker ni uspelo ne Volču, ne Bavčarju, pa so potem pripeljali Drnovška. In levi del Demosa je takrat paktiral s komunisti, da je zrušil krščanskega demokrata. Ker ni uspelo pol leta prej, ali pa dobra pol leta prej, je uspelo sedaj. In ta levi del Demosa je seveda vstopil v Drnovško vlado. Rupel, Bavčar, Janša,
pa še nekateri, saj od zelenih. Posledica sodelovanja SKD-ja v Drnovškovi vladi je bilo pač to, da je stranka nazadovala in sicer 16 poslancev na 10. In da je takrat na Podobnikovo SLS z 10 prišla na domala 20. Ne vem, če je bilo ravno 20, ampak zelo blizu. Če jih ni bilo 20, jih je bilo pa nekaj manj. In to, gledajte, to pomeni skupaj tam nekje pri 30 poslancih za to krščansko-demokratsko sfero. In šele potem razpad je sledil pozneje. Šele potem, čez 4 leta ali pa pred naslednjimi volitvami, v začetku leta 2000, je prišlo do tiste združitve in če bi takrat prišlo do predčasnih volitev, no, volitve bi so bile na vidiku, ker je vlada padla. Vlada je takrat padla, takrat bi ta združena stranka imela najmanj 30 poslancev, lahko pa tudi 35. To je bilo novo SLS, SLS SKD. In stvar je pa v tem. Jaz sem nekajkrat svetoval obema predsednikoma, Podobniku in Peterletu, kako naj speljeta združevanje. Seveda sta imela vsak svoje račune in sta ravnala po svoje. Seveda sta lahko, jaz sem bil takrat že zunaj politike in sem bil upokojenec. In rezultat je bil pač tak, da je potem po nekaj mesecih združena stranka razpadla, ustanovili so Novo Slovenijo. Jaz sem, no povem še to, na združitvenem kongresu, takrat je bila v igri neka koalicija Slovenija pod Janševo taktirko. Jaz sem na kongresu svaril pred tem in sem nasprotoval, da stranka gre v to koalicijo, ker sem se držal tega, kar je svoj čas govoril Lojze Peterle. Koalicije se sklepajo po volitvah, kar je logično, ker je treba zagotoviti parlamentarno večino, ampak samo za to je potrebna koalicija, ne za kaj drugega. Jaz sem svaril pred tem in SKD-jevci, tisti, ki so bili najbolj agilni, so mi žvižgali. Jaz sem jim povedal, jaz vas ne potrebujem, jaz lahko tukaj grem lepo domov in ne potrebujem tega, da bi se jaz to uveljavljal, ampak povem vam, da to ne bo v redu. In seveda ni bilo v redu. Po nekaj mesecih je stvar razpadla, v čigavi režiji se približno ve, to je pa scenarist, pa ni gotovo. Skratka, vsaj levica se je te stranke močno ustrašila. Združene SKD. Te združene stranke se je močno ustrašila in jo je bilo treba razsuditi. Posledice pa vemo, so pa zdaj. To je pa, kar imamo, vse, kar imamo. Razdrobljeno desnico, tako je sploh, kaj je desnica. Minimalizirana SLS in NSI.
brez vsake moči. Brez vsake moči. In brez perspektive, da katerakoli od teh dveh strank postane vodilna stranka. Vsaj zaenkrat. Lahko za daljše obdobje. Če pa ni stranka, ki je ne le oponent, pač pa perspektivni rival vladajoče stranki, je pa to slabo za demokracijo. Na povrhu vsega Janša forsira večinski volilni sistem, ki je evidentno naperjen proti krščanski demokraciji. Če mene vprašate, dobro bi bilo, samo jaz ne bi šel v to. Šel bi v to, da se SLS priključi Novi Sloveniji. To ja. V tako združevanje, kot je bilo, pa ne več. Krščanska demokracija, Nova Slovenija. Za enkrat. Za začetek. Potem se pa itak stranka razširi in oblikuje. Glejte, nekaj treba tudi vedeti. Da mi preskočimo vse to, kar smo tele govorili. Se govori, ali pa včasih očita, da te nove demokratične stranke niso vedeli, kaj bi in tako naprej. Stranke so se šele te vsebinsko gradile, skozi delo v parlamentu šele in brez kakšnih posebnih teoretičnih temeljev. Edino krščanska demokracija je imela neko vodilo, to ja. Ampak dokler nisi pri delu v stvari, komaj veš, kako, na kakšen način kaj reševati. To velja praktično za vse. Edino komunisti so vedeli, pri čem so, ker so bili že, tudi oni so pa veseli na začetku samo na svojih marksističnih in stalinističnih teorijah, ki se jim pa niso izšle in so potem morali pričeti upoštevati tudi realnost. Velja za te naše nove stranke isto. Ko prideš v realnost, potem se pa učiš. Torej, po moje vsekakor bo ena krščanska demokracija. Jaz seveda ne morem napovedati, kdaj to bo in kako bo, ampak prostora za dve ni. To je jasno, to je za isto usmeritev, je to, kar sem prej rekel, ne moreta biti dva pedalina na enem kupu. To je to. Ampak zdaj, kot sem rekel, smiselno bi bilo, da SLS-ovci preprosto prestopijo v NSI. Tisti, ki se čutijo krščanske demokrate. Tisti, ki predstavljajo neke lobije, to je pa druga stvar. Ne bojo pa tam, kjer so. Jaz sem krščanski demokrat, sem zmeraj bil prej kot so ti, ki zdaj vodijo krščansko demokracijo, sploh vedeli za krščansko demokracijo. Jaz sem krščanski demokrat od svojega 20 leta. O SDS, to pa ne vemo, kaj je. Ja, ne vemo, kakšna stranka je to. To je bilo, gledajte. France Tomšič je ustanovil socialdemokratsko stranko, ki je nasledil Jože Pučnik. On je bil socialdemokrat in celo marksist.
ki je sicer vprašanje, koliko je pokopal marksizem, ampak kot marksist je šel v partijo svoj čas, pa so ga pa zaprli in seveda se je potem videl, kaj to pomeni. Ne. In potem je Jožeta Pučnika nasledil kot predsednik Socialdemokratske stranke Slovenije Janez Janša. Torej leve stranke. Meni je Pučnik izrecno rekel, mi nismo desna stranka. Popolnoma jasno. In tam le zadnjič enkrat Stane Granda dejal, da pogrešam demokratično levo stranko. Imeli smo jo Pučnikovo socialdemokratsko stranko. Potem se je pa pridružil tej stranki, Socialdemokratske stranke Slovenije, en del narodnih demokratov. Torej, SDS se je razdelila na demokrate in narodne demokrate. Narodni demokrate so bili pozneje kot krilo stranke SKD. In en del je ostal v SKD-ju, en del se je priključil Janševe stranki na podlagi Janševe glasne protikomunistične retorike. Kaj pri tem misli, pa nihče ne ve. In zdaj, kaj je SDS? A je naslednica, in mislim, da so praznovali obletnico Tomšičeve socialdemokracije, ali je kaj drugega, ne vemo. Torej, ali je leva ali je desna. In to je težava, ne? Ja. Torej, ne vemo, kaj je zdaj slovenska desnica. Če so sploh ta razmerja pri nas lahko na ta način, na ta klasičen način označujejo. Ker tako imenovane leve stranke, to je pa SD, ono ostalo se je bilo zgubilo, LDS, no LDS se je v glavnem tole, kar imamo zdaj, SMC, po moje je to. Pa je štejem zraven Cerarja, Cerar je maskota. Zdaj, v svetu veljajo za leve stranke socialdemokratske, skratka pro-delavske stranke. Kaj so pa desne? Seveda, to so začeli deliti potem, ko so v parlamentu se delili na levi in na desni strani sedeli. SD, torej jaz pravim, to so, ali pa nekateri pravijo stranke kontinuitete. Te stranke ali obvladujejo kapital ali pa kapital njih. Torej so desne, ekstremno desne. Potem po tej normalni logiki. In ker krščanska demokracija vsebuje elemente socialdemokracije, torej tudi levičarstva, kot konzervativna, kot stranka, ki gradi na ohranjanju vrednot, krščanskih vrednot, torej je konzervativna. Ampak vsebuje elemente socialdemokracije, torej je tudi prodelavska. Zato je zelo težko govoriti o levih in desnih strankah pri nas, na Slovenskem. Ne, ni mi žal. Zato, da vam pa šel večkrat nazaj. Leta spomladi 93, ko je Drnovšek sestavljal vlado na podlagi zmage LDS-a, je šla SKD v Drnovškovo koalicijo. Takrat je Peterle dejal, da se bodo
da se bo odločalo o tako pomembnih stvareh, zdaj v začetku tranzicije, da je prav, da smo zraven. Jaz sem se s tem strinjal in sem to podpiral. Pokazalo se je pa, da smo bili popolnoma nepotrebni v tej koaliciji, ker je Drnovšek brez SKD-ja imel zagotovljeno večino, LDS, Združena lista, kako se že takrat jim rekli, za potrebo tudi Jelinčiča, pa najbrž še pa manjšince. Krščanskih demokratov ni potreboval in so se požvižgali na naša stališča. Isto in seveda to nas je stalo tistih 6 poslancev na naslednjih volitvah. Ljudje so to razumeli. In jaz sem bil ves čas malo v sporu s Peterletom, ker sem zastopal stališče, da če smo člani koalicije, moramo biti enakopravni. V koaliciji se odloča samo soglasje, ne z glasovanjem. In zdaj bi se ponovilo isto. Verjamem, da bi bil Cerar zelo vesel, če bi šla krščanska demokracija zraven. Verjamem, da bi on sam celo podpiral kakšna stališča. Samo dejal sem že, da te stranke ne vodi Cerar. In bi se ponovilo isto z Novo Slovenijo, kot se je takrat z SKD-jem. SKD je padla 16 na 10 poslancev, Nova Slovenija bi zdaj na naslednjih volitvah izpadla iz parlamenta, če bi bila šla v to koalicijo. Takih priložnost bo še kar, samo narodno je, da na tako imenovani desnici ni nikogar, ki bi se pojavil kot kakšen Cerar. In bo spet, če ne bo ta Cerar, bo pa kdo drug Cerar. Pri nas se itak vse zreducira na to. In včasih se že na tem, kdo je predlagatelj. Potem je vse narobe, če ni prav. Se mogoče, jaz sem imel na primer težave za formiranje Demosa v lastni stranki. In se vpraša, zakaj? Mogoče samo zato, ker je bil to moj predlog. Ali je treba oponirati nekemu staremu umanu, ki se štuli za nekega predsednika, nekaj takega. Mladim ljudem se pa mudi na vrh. In to Slovenijo ogromno stane, tak način politike. V tej politični konstelaciji, kot je iluzorno pričakovati nekaj, česar bi si mogoče želeli. Je pa, po moje, zelo verjetno možno speljati ta, bom rekel, tehnični zakon o dostojnem pokopu, ker ga pa stroka podpira. In pričakujem, da ga tudi predsednik vlade. Trenutno, tako kot sem že nekajkrat rekel, potrebujemo liberalno državo, ker samo taka je prijazna gospodarstvu. In znotraj liberalne države konzervativno politiko, ki bo napravila red, ki bo postavila si za cilj, da se v proračunu uporabi tisto, kar lahko proračun preteče. Ne pa, da zadolžujemo naše pravnuke
zato za sprotno porabo lahko se zadolžimo, po mojem, za investicije, potrebne za razvoj. Lahko, recimo za proho Divača Koper ni noben problem. Mi ne bi nič motilo, če se za tisto milijardo, ali kolikor je treba, država zadolži. Kot smo se za avtoceste, ki so bile nekaj nujnega. Ne pa zato, da flikamo proračun, zato, da ja ne bi standard padel pod to, kjer je, pa je daleč nad realnostjo. Glede na narodni dohodek, jaz se rajši operiram z narodnim dohodkom kot z BDP-jem. Na narodni dohodek, ki ga ustvarjamo, je pri nas tako osebni kot družbeni standard bistveno previsok. Nova Slovenija je sposobna prevzeti vodenje vlade, ker največja kunšt je zbrati ustrezno ekipo. In da je ni, tega pa ne verjamem. Jaz ti zaupam, naprimer. Jaz ti zaupam, preprosto zaupam, verjamem, da tisto, kar govorijo, tudi mislijo. Ko bo prišla do rezultata 10% na volitvah, bo visoko že. Potem je pa stvar razvoja naprej. To je pa pretežko vprašanje za 86 let starega kmeta iz Zminca.